Torej, moje ime je Stanko Ivanušič, sem župan občine Razkrižje. Torej, sedaj se nahajamo na območju, kjer je eden od najstarejših kamnov, izvira iz 17. stoletja, ki je prestal različne meje. Jaz bi se samo dotaknil, da je tu bila v času Avstro-Ogrske monarhije. Na tem delu, ker stojim, je bil ogrski del monarhije, na oni strani kamna in tukaj okrog pa je bil avstrijski del monarhije. In torej tudi to mejo, ta meja je bila vzpostavljena v času druge svetovne vojne in tam, kjer je nekoč bil avstrijski del monarhije, so bili nemški okupatorji. Tukaj na ogrskem delu monarhije pa je bil madžarski okupator. Ampak mi so kljub vsemu te meje oziroma te kamne ohranili kot neko zgodovino, ki govori o tem, kaj se je pravzaprav skozi stoletja tukaj na tem obmejnem območju dogajalo. In kako je potekala meja med drugo svetovno vojno tukaj naprej? Torej, meja je potekala tukaj, ko se vidi ta jarek, je že od nekdaj tu, je potem potekala rahlo proti severovzhodu in potem je tukaj, mi rečemo, pri Lipah, zavila natanko proti severu, proti reki Muri in potem je bila naprej meja reka Mura. Torej, celo prek Murje, Razkrižje, Štrigova in Međimurje je madžarskemu delu monarhije. Tako. In tudi v drugi svetovni vojni madžarskemu okupatorju. Ja. Potem pa po drugi svetovni vojni pa meje pravzaprav ni bilo, bila je republiška meja, kot ste prej opisali, in na novo se je pa vzpostavila nekaj kilometrov od tod, kot smo videli, da sedaj po osamosvojitvi Slovenije znova z žičnimi ograjami, kot so bile tukaj. Pravzaprav še tu ni bilo takšnih žičnih ograj, kot so danes. Tako da je mogoče z današnjega vidika in te begunske krize tudi podoba dokaj žalostna. Ja, to opažamo tudi v Beli krajini. Kaj pa je bilo tukaj? To je bil kakšen mejni prehod? Ja, glejte, tukaj je bila pravzaprav gostilna pri Kregarjeva domačija. Tu se spomnim, da smo še otroci imeli tukaj polja, tukaj sem tudi sam lastnik enega kompleksa zemlje in smo tukaj hodili po vodo, pitno. Ampak gostilna je bila torej nekoč, še pred drugo svetovno vojno in to bila ena takšna turistična točka, bi rekel, na tem polju in tukaj ta naslednja domačija poleg, sicer se pišejo Stamničarjevi, ampak jih imenujemo po domače Poljski, ker so na polju, sama hiša na polju in so dobili tudi tako domače ime pri Poljskem. Torej, Nemci so dovoljevali prehode iz Madžarske v Nemčijo med drugo vojno. Ja, tisti, ki so bili dvolastniki, ki so imeli zemljo in imeli določene, torej upravičenost, so lahko prehajali čez to mejo. S tem, da naši ljudje so imeli v glavnem v tem delu, ogrskem, svoje nepremičnine in so tu brez problemov prihajali. Res pa, da je bilo tukaj po tem ljudskem izročilu, da so pa mnogi prehajali, da so cigarete in sladkor pa mnoge druge stvari nosili čez to mejo. To je šverc, Že nekoč in tudi med to vojno, drugo svetovno. Kot smo ga videli tudi po drugih mejah. Tako. Dobro, hvala lepa. Malenkost.